mislim, da jaz vključujem v trajnost vse, kar bo ostalo, tudi ko mene več ne bo. Se pravi, vsi procesi ali pa produkti, kakor bojo živeli še naprej, ne nujno sam kratek cajt, ampak res dolgo časa. Zdaj, kako mi to probamo pri sebi komponirati, je v bistvu že od vsega začetka, že v sam produkt. Se pravi, k sreči smo taki ljudje, da imamo neke vrednote, ko se zelo sovpadajo s trajnostjo in smo uspeli to ukomponirati tudi noter v naše knjige personalizirane. Naša kmetija se dotika trajnosti s tem, da imamo vzpostavljeno v vinogradništvu krožno gospodarstvo. To pomeni, da imamo sklenjen krog, tako da mi praktično od našega sadeža, od trte vinske grozda, nič ne zavržemo. Tako da pri stiskanju vina nastane polodpadek, ki so to tropine, ki jih običajno vinogradniki zavržejo, mi pa iz teh tropin ločimo grozdne peške in jagode vrnemo v vinograd, iz grozdne peške pa pol posušimo, pa smo dobili novi produkt, katerega lahko kot samostojne se uporablja ali pa stisnemo olje iz grozdnih pešk. Pri stiskanju olja iz grozdnih pešk, ko pride ta pogača, njo pa še zmeljemo in dobimo moko iz grozdnih pešk, tako da mi porabimo celi sadež. Sporočilo, ki jim ga lahko pustimo ali pa za katerega jaz mislim, da je edino vredno, ni v besedah, ampak v dejanjih. In to, kar bi jaz si želela sporočiti naslednji generaciji, je, da tisti, ki bo čez 100 let stal na moji kmetiji, na naši kmetiji, kjer smo zdaj, da se bo ozrl okoli sebe in bo videl obilico rastlin, živali in bo tak pomislil in bo rekel, lej, pred 100 leti je nekdo mislil na mene. In mislim, da če bom uspela predati to sporočilo, da bo dovolj močno. Ja, zdaj odnos do zemlje je za mene čist enostaven. Zemlja ni samoumevna in zemlja nas v bistvu ne potrebuje. V tem trenutku mi krvavo potrebujemo njo. In iz tega razloga v 6 letih na svoji kmetiji nismo uporabili enega škropiva. Izjemno se izogibamo tudi ekološkim gnojilom, ker lahko to sami ustvarimo. Je pa dejstvo, da v kmetijstvu eno leto ni nič. Je en trenutek samo. In če hočeš narediti spremembo v naravi, rabiš leto, da se spoznaš z zemljo. Naslednji 2-3 leta, da jo lahko obogatiš, 4., 5. leto sejemo in gledamo, kaj nastaja. In potem se krog zažene na novo. Zopet kolobarimo, zopet spremljamo, kaj je uspeva in na tak način ne. Ampak to je pa težava hitrega tempa življenja, ker moraš čutiti to, kaj delaš. Nisem tipka, nisem programiranje, ampak čutenje tega, kaj generira hrano, na primer, v našem primeru. Trajnost mora temeljiti na vrednoti, kot je resnica v besedah in doslednost v dejanju. Spirit Slovenija smo že 8 let na tej poti, da kreiramo takšne programe, ki bodo podjetja res spodbudila ne samo k razmišljanju, ampak tudi k konkretnim korakom, k strateški transformaciji in z vključevanjem vseh teh trajnostnih vrednot in iskrenosti v njihovo poslovanje, da dobiček ne bo več tista ključno merilo uspeha, temveč tisto, koliko prispevamo za boljšo vrednost narave, človeka, skupnosti, v kateri delujemo in poslujemo.